tej sezoni prvo, drugo, tretje mesto na tekmah svetovnega pokala. Kako zadovoljni ste z opravljeno zimo? Pri vas nikoli ne vem čisto točno, vedno ste dobre volje, nasmejani, tudi če rečete, niso zadovoljni, tako da ne vem, ali me malce vse skozi vlečete za nos, ali kako je zdaj s tem? Ful sem nezadovoljen. Sem zadovoljen, ni bilo slabo, v končni fazi 5. mesto skupno, tako da malo smo nekaj probleme, nekaj sem bil bolan, še zdaj sem malo bolan, samo ni problema, ker sem navajen, da sem malo umsko bolan, že od rojstva, da vse gledam. To pa je to, ne? Vse pa da še zboljšati drugo leto, kar je vedno dobro, ne? Kar ste rekli, tudi tisto, ampak mislim, da ste se šalili. Naj pa podkrepim tole umsko bolan, pa to. Pa je, da zelo radi brusite nože. Ja, to pa je res, ne, ker zadeva more rezati, ne. To je pač ena taka stvar, ne, jaz pač sem dokaj perfekcionist, pa rad imam, da stvari delam, ne, in te če nož, naj te reže, ne, tak da. No, letos ste parkrat dobro urezali, naslednje leto prihaja tudi sezona svetovnega prvenstva. Prihaja pa še ena sezona, v kateri, ne vem, ali si želite ali ne, lahko postanete recimo 5. Slovenec v zgodovini z velikim kristalnim globusom. Ja, tu moramo to malo definirati, ne, zaradi tega, ker veliki kristalni globus malega že imamo, ne. Veliki kristalni globus je pri nas kar težko dobiti, oziroma v bistvu, ker so naše discipline med sabo toliko različne. To pravi, BMX pa, mislim, so na to kombinacijo. BMX poleti in pa smučenje prostega sloga po zimi. Ja, to pa je res, ja. Sicer dobro, BMX-ov smo še bolj na začetku, ampak vseeno so že neki dobri rezultati bili lani, tako da letos nadaljujem s tem. Moram malo trenirati, ne, da imam bolj kondicijo za zimo, tako da je to. In veliki globus, ki ga bo dobil za poletne in zimske, bo pravzaprav prvi v Sloveniji, ja, takšnega pa še ni. In vam ga zelo privoščimo. Filip, ker zelo radi govorite, sem se spomnila eno nalogo za vas, ki ni povezana z govorjenjem, brez skrbi, ne bo treba, recimo, ne vem, skakati v telemark, ampak v športnih prenosih je mednarodni ton izjemno pomemben del prenosa. In se veste, mednarodni ton je recimo pri smučarskih skokih takole. In zdaj me zanima, kako je z mednarodnim tonom pri vas, ko imate tekmo, se pravi je štart in kaj potem slišimo? Ja, jaz nekaj dosti zdaj, ker sem na smuča, jaz se bolj čuvam tako, ko se to zaleti, tako da to so bolj... Pukanje reber... Tudi to sem že večkrat čul. Kako se to sliši? Jaz točno tako. Jaz vem, kako se sliši na koncu. Au! To nekako, ja. Tak, nekaj, vse tak sem se tu sočil, nekako zadrne. Dobro, kaj pa zvok poslavlja na koncu, ko pridete skozi ciljno črto in vidite, da ste prvi? Kako gre pa to? To sem zdaj tako zadr, da sem nekaj vprašal. A smo pripravljeni na ta krik? Ok,